Dober dan in prijazen pozdrav v novembrski oddaji za zdravje. Sanja Lončar nam je spet pripravila odličen nasvet, kako lahko z začimbami poskrbimo, da nas določena zdrava hrana ne bo napenjala. Vredno prisluhniti. Jesen nas je bogato obdarila z zdravo hrano, imamo več, kot bi lahko pojedli, ampak veliko ljudi mi pove, da tako dobro hrano smejo uživati le ob petkih, zato da se jim plini v črevesju do ponedeljka malo utišajo. Kako pripravljati res zdrave obroke, brez da se ti oglašajo in brez da nas ti plini zastrupljajo, zahteva, da malo pogledamo, kaj so zahteve te hrane in kakšne začimbe lahko uporabimo, da bi si omilili prebavo. Začnimo od stročnic. Zagotovo jih imate veliko in veliko ljudi napačno pripravlja stročnice. Poglejte, ovo je prva tipična napaka. Če damo namakati toliko semen, naslednji dan bomo dobili toliko fižola. Ampak, če ste zares namakali v takem kozarčku, potem bo vaš fižol nazaj popijo vse snovi, ki jih je pri tem izlužijo. Torej, da bi uspešno namakali in se rešili snovi, ki so v fižolu in ki bi nas lahko napenjale, moramo namakati v 5-krat večjem kozarcu, kot je ta, ki ga vidite. To pomeni, toliko malo semen bi morali dati v 5-litrski lonec, zato da, ko se naši fižolčki napijejo, še vedno ne popijejo nazaj vse te snovi. Če vas napenja, je dobro vedeti tudi to. Manjši fižolčki imajo tanjšo lupinico, manj napenjajo, večji so, imajo debelejšo lupino. Če imate res težave, občutljiv želodec vam nagaja kandida, potem po enem dnevu, največ 24 ur, torej namakamo, potem pa odlijemo in pustimo fižole na vlažnem, dokler ne začnejo kazati kalčka. Ta trenutek, ko seme pokaže kalček, se je odločilo spustiti vso zaščito, takrat tudi popusti fitinska kislina in takrat je vse na razpolago nam, da prebavimo veliko lažje, kot bi sicer. Torej, če vas čičerka ali fižolje, leče ali karkoli napenja, skalite in šele takrat kuhajte. Potem, naslednji trenutek, ki je odločila, da vas bo napenjalo ali ne, a znate pravilno kuhati. Večina ljudi tudi to dela narobe in sicer, ko oprana semena damo v vodo, ne dodajamo nobene soli. Zakaj? Zato, ker sol preprečuje, da bi se škrobi do konca odprli. Solili, začinjali in dodali čebulico in ostalo bomo šele na koncu. Ko kuhamo, pa dodamo samo lovorjev list, torej dobesedno bomo fižol kuhali v lovorjevem čaju, da lovor premaga bakterije in vse ostalo, kar bi se veselo potem razmnoževalo v našem črevesju. Šele ko bo fižol zmehčan, dodajamo šetraj, papriko ali druge začimnice, s katerimi se še dodatno olajšamo presnovo. No, zelje, ohrovt in repe so tudi zelo zdrava hrana, ampak tudi ta zna zelo napenjati, s tem, da so nam tle v pomoč druge začimbe. Mnogi vedo, da tle ne gre brez kumine. Kumina je tista, ki bo najbolj nevtralizirala bakterije, ki živijo v simbiozi z zeljevkami, vendar morali bi pojesti toliko kumine po osebi, da bi stvar zares delovala. Boste se verjetno strinjali, da to za mnoge utegne biti malo preveč kumine, ampak tle pride na vrsto trik. Tisti, ki ste brali Ščepec ustvarjanja, že veste, zakaj gre. Če obvladamo začimno višjo matematiko, s pravilno izbranimi mešanicami lahko njihove učinke pomnožimo. Torej, rabili bi 12 gramov kumine, da dosežemo enak efekt, ki ga bomo dosegli, če zmešamo 1 gram komarčka, 1 gram janeževih semen in 1 gram kumine. In kaj potem počnemo? Ja, podobno kot sem pokazala za fižol, to ne dodajamo na koncu, dejansko bomo ali mešanico ali veliko količino kumine takoj dali v vodo in to zelenjavo že od začetka pripravljali s kumino. Torej, tako kot fižole kuhamo v lovorjevem čaju, bomo križnice kuhali dobesedno v čaju iz janeža, kumine in komarčkov. Namesto da rešujete napenjanje s tem čajem, ko vas res začne tiščati, lahko vse skupaj rešimo že v loncu, predno smo se lotili pridelave. Enaka strategija velja tudi za Hokkaido bučo. Škoda bi bilo tako lepotičko lupiti,
Torej, pripravite jo skupaj z lupino, ampak uporabite enako mešanico začimbnic in bo veliko lažje prebavljiva. Ko ste enkrat skuhali, potem odvisno po okusu, kar vam paše, dodajamo še majaron ali šetraj ali peteršilje ali liste koprca. Vsi bojo dodatno pomagali, ampak bistvo je, da ne pozabite, da vse take občutljive zadeve kuhamo z janežem, kuminom in komarčkom.